začel igrati pri svojih 7 letih. Navdušil me je moj dedek. Golman sem pa postal zaradi tega, ker nisem maral teči. Leta 1999 sem prišel jaz v klub Maribor kot trener vratarjem in takrat je že Matej tu bil kot 8-letnik. In že na prvih treningih je pokazal med temi mlajšimi že največ volje in že takrat se je videlo, da prav hoče postati že vratar. Tako da je že kazal, da na njega lahko se računa. Vratar je izredno nadarjen, to jasno kaže že skozi leta, kajti član je vseh teh selekcij, bil mladinskih, zdaj mlade reprezentance Slovenije. Dobro je, da ima potencial za napredovanje. To pomeni, prepričan sem, da je on eno tistih, kateri bo imel lepo kariero. Zelo pomembno je, da je vratar na golu, to pomeni, da ima čim več izkušenj z tekem, kajti tekme so, se mi zdi, za vratarje še posebej pomembne. Preko treninga se te situacije, ki se potem v tekmi ponavljajo, ne dobijo v toliki meri. On je res dobil kar nekaj priložnosti na zelo pomembnih tekmah, tudi v Evropi. In moram reči, da je tu branil zelo dobro. Dobra stvar pri Mateju je tudi ta, da se ne ustraši izzivov. To pomeni, da ko je porinjen v ogenj dobesedno, se zelo dobro znajde. Vemo, da je vratarski delo najtežje, ne? Vsaki kik se vidi, dobre obrambe pa se hitro pozabijo, ne?
prvo profesionalno pogodbo sem podpisal pri svojih 18 letih, takrat, ko sem končal z nogometno šolo. Ta podpis pa mi je pomenil zelo veliko, saj sem otrok Maribora in sem si od nekdaj želel postati prvi golman NK Maribora. Takole Volaš, ki je v letošnjih tekmah že dvakrat zadel, zdaj priložnost za Hernandeza. Hernandez, 11 metrovka. Prekršek vratarja Predigarja. McDonald pa je pokazal na 11 metrovko in hkrati še rdeč karton za vratarja Maribora. Jezi se Zlatko Zahovič tam ob klopi. Da, kazen je za tak prekršek rumeni karton. Zdaj seveda nujna menjava v mariborskih vratih in Mariborčani bodo od 34. minute tekme igrali z igralcem manj. Zdaj bo seveda nekaj časa trajalo, da bo izključenega Marka Predigarja zamenjal mladi 20-letni Matej Radan, kajti tretji mariborski vratar, ki je tudi dopotoval v Palermo. Je med gledalci. Zdaj bo Radan, ki v letošnji sezoni še ni branil niti na eni tekmi, niti v državnem prvenstvu, niti v evropskih pokalih, stopil na tej pomembni tekmi v vratnice. Najbrž se tudi Matej ni nadejal, da bo dobil priložnost na tako pomembni tekmi. Kdo odhaja z igrišča številko 8, je Darko Milanič na klopu poklical Dejana Mezgo. Bo 13-tica na hrbtu Radana srečna zanj na nocojšnji tekmi v Palermu. Ja, seveda zdaj. Svoj debut sem doživel v Palermu, takrat v Ligi Evropa, kvalifikacije za Ligo Evropa. Ko smo prišli pač v Palermo na tisti stadion, sem si pač zamislil pri sebi, kako fajn bi bilo, če bi jaz branil enkrat na tem stadionu. In na to pač v 35 minuti se je to res zgodilo. Naš golman je prejel rdeč karton in vstopiti sem mogel jaz. Občutki pač so bili pač taki malo, sigurno one začetne tereme, ampak ko pač priješ enkrat stopiš v igro pred 30.000 ljudi, se pač nekako poglobiš to tekmo in je enostavno. Bil sem prav vesel, ko sem videl, da je dobil priliko. Že predtem sem se z njim, če smo se čula po telefonu, smo zaželel srečo, ampak sem ga poznal in sem vedel, da ni neki tremaš ali kaj, sem vedel, da za njega to bo prav ena priložnost, ki jo bo po mojem tudi izkoristil. To je trenutek, v katerem človek nima časa negativno razmišljati. To pomeni, to je bila edina rešitev in vendar taka, v katero človek verjame, kajti Matej je bil kot rezervni vratar z nami. To pomeni, da je v vsakem trenutku dorasel in pripravljen za nalogo, ki ga čaka. Tako je tudi bilo. Kot sem rekel, ena dobra njegova lastnost je ta, da se ne ustraši izzivov, da je samozavesten in ta samozavest, prepričanje v svoje kvalitete je tudi na tej tekmi pomagalo, da se dobro odrezal. Že pri prvi intervenciji, ko je bil penal, je že tako zelo dobro posredoval, tako da je res takrat se je izkazal, da je pokazal, da je za velike stvari. Prostor, sedaj priložnost in odlična Radan! Izvrstna poteza Radana po strelu Radujka. Samo še en 10. bod Ljubljančanov. Sodobni vratarji
morajo biti zelo dobri nogometaši. To pomeni, da zelo dobro čutijo igro, sodelujo v igri, da znajo tudi z nogami igrati, kajti danes je pač veliko tega podajanja z nogo in sodelovanja. Matej je sigurno po tej plati dober, vendar, ko sem rekel na začetku, ima še veliko rezerve za napredovanje in to je dobro. Prepričan sem, da bo v bodoče napredoval. Vratar potrebuje vse, ne. Vratar mora biti danes kot igralec, ne. Udarec Ljubljančanom. Priložnost in Radan spet odlično. Še ena odlična obramba Mateja Radana. Lovrečič strelja, Radan brani. Pri Olimpiji odhaja iz igre Anđelković. Moje želje so se že uresničile, saj sem že branil za NK Maribor, z njimi sem postal tudi državni prvak. Moj cilj in želje za naprej pa so, ne vem, enkrat mogoče provati tudi, kako si v tujini in pač pol tam nareči kaki preskok, kaki prestop v kako močnejšo ekipo. Sigurno je pred njim, kot sem rekel, dobra neka nogometna pot z trdim in težkim treningom, kar tudi dela vsakodnevno. Je njegov domet tujina in pa naša reprezentanca. Talenta ima dovolj. Prepričati se mora v to, da je potrebno za doseči visok nivo trdo delati in se odrekati vsak dan. Na tej njegovi poti bi pa tako kot vsakemu tudi njemu želel veliko sreče, da ne bi imel poškodb in da bi svoje delo opravljal zelo dobro. Ja, Mariborčani imajo res izvrstnega mladega vratarja. Še vratar Matej Radan je res nadarjen. In kar se tiče vratarjev v Sloveniji, kot kaže, še najmanj 15 let ne bomo imeli težav v naši reprezentanci.